Radijska kateheza. Dober večer in topel pozdrav vsem, ki nas poslušate v radijski katehezi, kjerkoli že ste. Z vami bom sestra Meta Potočnik. Tukaj v studiu pa je tudi nocoj lurški kaplan, gospod Miro Šlibar. Dober večer. Bog daj, dober večer. Miro, ste tudi letošnji zlatomašnik, za kar vam iskreno čestitam. Hvala lepa. In o tem lepem jubileju pa bova več rekla tudi v nadaljevanju našega večera, kaj ne? Bo še čas. Mesec junij je posvečen srcu Jezusovemu, mašniškim posvečenjem, duhovniškim jubilejem, zato je tudi prav, da nekaj poveva danes potem v nadaljevanju o vaši zlati maši, potem je tudi dan državnosti pred nami. Ta mesec pa smo na 2. junijsko nedeljo obhajali Binkošti, naslednjo nedeljo Sveto Trojico, pred 2 dnevoma pa tudi zapovedan praznik svetega rešnjega telesa in krvi. Kaj bo še tisto, kar nas bo danes spremljalo? Tokratna kateheza uresničuje napoved, izrečeno pred meseci, da se ustavimo ob cerkvenem dokumentu, zdaj že pokojnega papeža Frančiška z naslovom Dilexit nos o človeški in božji ljubezni srca Jezusa Kristusa. Ob obravnavi napovedane teme pa ne bomo pozabili tudi na današnje romanje starejših bolnikov invalidov na Brezje. Morda je kdo od vas bil ali pa ste spremljali preko valov Radia Ognjišče. Ne bomo pozabili, da danes zgoduje sveti Alojzij. Ob tem pa se spomnili in kakšno zdravo Marijo zmolili tudi za priljubljenega ljubljanskega nadškofa Alojza Urana. Pa na vrtnice se bomo spomnili, ki so v nekaterih župnijah po vaših cerkvah, jih slišite, ali pa tudi na Radiu Ognjišče. In ko ste že rekla, Meta, ne moremo tudi mimo mašniških posvečenj in obletnic. Tako, Miro, daj pa še kratek pogled za nazaj, kaj je bilo vse v tem času, kar vas ni bilo tukaj. Hvaležen sem katehezam za bolnike, ki jih, sestra Meta, pripravljaš s sodelavci. Rad jim prisluhnem. To bom delal tudi v prihodnje. Pa še morda konkretna spodbuda vam, dragi poslušalci in poslušalke. Predlagajte sestre Meti ime kakšnega kateheta, ki bi ga radi slišali. Dovolite, kot si rekla, da se skupaj z vami dotaknem samo kratko katehez v preteklosti. Tako v januarju je moj rojak iz Moravč, Alojzij Štefan, spregovoril o kreposti upanja. Pa potem v februarju usmiljenka sestra Metka Tušar, ki je zelo poudarjala v bolezni, Božja beseda nam je blizu. Pa v marcu nekdanji bolniški župnik pater Toni Brinjovc. In prav tako tudi v maju. Kaj pa v aprilu boste rekli? Pa vas spomnim, da je bila takrat velika sobota. Tako malce smo ponovili, kaj smo že vse obravnavali. Verjamem, da je praznovanje velike noči pustilo tudi v vas, dragi poslušalci, poslušalke, veliko lepega, trdne sledi, ki vam daje upanje v svetem letu. Gotovo sem prepričan, da bi se kateheza zavlekla daleč v noč, če bi odprli zdaj telefone in bi nam vi povedali, kaj vse ste doživeli v času po velike noči. Pa mi dovolite, da z vami delim dogodek, ki je pustil v meni pomembne sledi. Dogodek se tudi zelo ujema z vsebino nocojšnje kateheze. Takole. Na veliki četrtek so me poklicali, ko umirajoči na stanovanje v Ljubljani. Že naslednji dan pa sem prejel obvestilo, da so bolnico odpeljali v ljub hospic v Ljubljano. In zato nisem odlašal. Odpravil sem se tja. Bil je veliki petek. Po skoraj 3-urnem pogovoru sva ugotovila, da v življenju ni prijela nobenega sakramenta, niti krsta.
Ko sem v njej prepoznal veliko željo, da postane kristjana, nisem odlašal s krstom, ubojajoč spomin na tisti, morda se spomnite, na dogodek iz Svetega pisma o dvorniku in Filipu. Filip je stopil skupaj z dvornikom iz voza v reko in krstil omenjenega dvornika. Sam pa sem tisti veliki petek vzel vrč z vodo, ki je bil na nočni omarici, in krstil 60-letno ženo, mater 2 odraslih otrok. In zatem sem ji podelil še prvo sveto obhajilo in zakrament bolniškega maziljenja. In naslednji dan, na veliko soboto, ko mnogi katehumeni prejmejo tudi zakramente, je prejela še zakrament svete birme. Kakšno veselje zanjo, za njene domače, za osebje in prijatelje, tudi zame. Kot sem že rekel, je ta dogodek zelo zaznamoval čas po veliki noči. Vsi smo začutili, kako zelo nas ima Bog rad. Hvala, Miro, za to podelitev, da se lahko vedno vtisnemo v spomin, da Bog dela tudi na skrivnem in da v dušah dela tudi po naših molitvah in žrtvah. Tega sicer ne vemo, kje in kdaj, ampak lahko to verujemo. In vi tudi svojo molitvijo in trpljenjem kličete Božjega usmiljenja tudi za take odločitve. Tako je, nekaj o tej Božji ljubezni v usmiljanju bomo tudi danes slišali v katehezi že ob prej omenjeni okrožnici papeža Frančiška o človeški in Božji ljubezni srca Jezusa Kristusa. Pa poglejva najprej odlomek, ki ga bomo slišali v bogoslužju na praznik srca Jezusovega, to bo že čez slab teden dni. Pismo Rimljanov v 5. poglavju pravi takole: Bratje in sestre, Božja ljubezen je izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Kajti, ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ko je bil za to določen, umrl za brezbožne. Težko namreč, da bi kdo umiral za pravičnega. Morda bi si kdo še upal umreti za dobrotnika. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Veliko bolj bomo torej po njem rešeni jeze zdaj, ko smo opravičeni z njegovo krvjo. Kako lepo. Morda se spomnite, da sem že v decembrski katehezi omenil 4. okrožnico, zdaj že pokojnega papeža Frančiška, omenjeno že na začetku, o človeški in Božji ljubezni Jezusa Kristusa. Zanjo lahko rečemo, kot se je izrazila sodelavka na Radiu Ognjišče, da je oporoka papeža Frančiška, ki nas vodi k bistvu krščanstva. Sveti Pavel piše, da se besede nanašajo na Kristusa, govori o človeški in Božji ljubezni srca Jezusa Kristusa, ter nas vabi k prenovitvi pristne pobožnosti do njega. Naj ne bo odveč, če ponovim nekatere besede iz že omenjene kateheze. Papež nam v okrožnici želi, da bi odkrili, kako nas od te ljubezni nobena stvar ne bo mogla ločiti. V njej predlaga novo poglobitev v Kristusovo ljubezen, ki je upodobljena v njegovem svetem srcu. Vabi nas k prenovi pristne pobožnosti do njega, ko nas spominja, da lahko v Kristusovem srcu najdemo celoten evangelij, kot je dobesedno zapisal. V njegovem srcu končno spoznamo sami sebe in se naučimo ljubiti. Kako odgovorno, pa lepo. Vse to so besede iz papeškega dokumenta. Papež je še spomnil, da se bo junija zaključilo obhajanje praznika srca Jezusovega, ki je v Parmornjalu poteka
ob 350-letnici prvega prikazovanja presvetega Jezusovega srca Francozini sveti Marjeti Marie Alacoque leta 1673. In zanimivo, slavja se bodo zaključila čez 6 dni. To bo 27. junija. Potekajo pod geslom Ljubezen za ljubezen. To geslo nas spominja, da smo po zgledu Jezusove brezpogojne ljubezni tudi mi poklicani, da enako velikodušno ljubimo Boga in bližnjega. Tako tukaj mi je v spomin prišlo res še več besedil iz te lepe okrožnice, ki jo tudi sama prebiram in jo priporočam vsakemu, lahko jo kupi v knjigarnah Družine ali Ognjišča. Miro, pa vas prosim zdaj za kratko predstavitev okrožnice, potem bova šla pa na bistvena vprašanja, ki si jih papež v njej zastavlja. Okrožnica o češčenju presvetega srca Jezusovega se začenja s kratkim uvodom. V njem zagotavlja, da nas njegovo odprto srce prehiteva in pričakuje brez pogojev in naprejšnjih zahtev, ljubi nas in nam ponuja prijateljstvo, ker nas je on prvi vzljubil, kakor je zapisal apostol Janez. Okrožnica je razdeljena v 5 poglavij. V prvem se papež sprašuje, na kaj mislimo, ko izrečemo besedo srce. In odgovarja, da je srce prostor želja in kraj, kjer se oblikujejo pomembne odločitve. Je tudi kraj iskrenosti, kjer goljufanje in prikrivanje nista več mogoča. Ničesar, kar je vredno, ni mogoče zgraditi brez srca, zatrjuje papež v okrožnici. Tako pa sedaj izpostaviva nekaj bistvenih vprašanj, ki si jih papež zastavlja in so seveda tudi naša vprašanja. O, kako naša, zares. Papež navaja vprašanje, kdo sem v resnici, kaj iščem, kakšen je smisel, ki ga želim dati svojemu življenju, odločitvam, dejanjem. Zakaj, s kakšnim namenom sem na svetu? Kako želim ob koncu gledati nazaj na svoje življenje? Se spomnite te gospe, ki je prijela odrasla sveti krst? S kakšnim ponosom se je prijela za prsi, prekrižala roke in rekla, kako ponosna sem, da sem kristjana. Kakšen pomen, se papež sprašuje še, želim dati vsemu, kar doživljam? Kdo želim biti pred drugimi? Kdo sem pred Bogom? Vsa ta vprašanja me vodijo k srcu, zapiše papež. In tudi nas vprašuje. Oprostite, da še enkrat ponovim. Zame in zate. Kdo sem v resnici? Kaj sploh iščem? Kakšen smisel želim dati svojem življenju, odločitvam, dejanjem? Čemu in s kakšnim namenom sem na svetu? Ne oni, sosed, jaz. Kako želim ob koncu pogledati nazaj na svoje življenje? Kakšen pomen želim dati vsemu, kar doživljam? Kdo želim biti pred drugimi? Kdo sem pred Bogom? Jaz, Miro, sestra Meta, ti, sestra in brat. In v nadaljevanju papež omenja Marijo, ki je na vse gledala s svojim srcem, znala se pogovarjati s preteklimi izkustvi, o njih je premišljevala v svojem srcu, dala jim je čas. Predstavljala si jih je in jih ohranjala v svoji notranjosti zato, da bi si jih zapomnila. To, kar je Marija ohranila, ni bil le prizor, ki ga je videla, ampak tudi tisto, česar še ni razumela, tako kot mi dva.
Ob tako pomembnih vprašanjih, ki smo jih zdaj slišali, tičejo se seveda vseh nas, pa zmolimo molitev, ki je zapisana v okrožnici v eni od poglavij. Se združimo z Božjim srcem. Presveto, ljubezni polno srce, ti si skrita v Evharistiji in vedno biješ za nas. Molim te z največjo ljubeznijo in spoštovanjem, ki sem ju zmožen, srčno pobožnostjo in z najbolj pokorno in trdno voljo. Če me imaš za vrednega, da te sprejmem kot jed in pijačo svoje duše in da se za nekaj časa nastaniš v meni, potem te prosim, daj, da bi moje srce utripalo skupaj s tvojim. Očisti ga vsega posvetnega. Poslušate radijsko katehezo za starejše in bolnike, pogovarjamo pa se o okrožnici, o božji in človeški ljubezni. Gospod Miro, v 2. poglavju te okrožnice v Jezusovem delovanju spoznamo, kako nas on ljubi. A verjamete? Jezus to potrjuje s tem, da nad nami nežno bedi. Postal nam je soroden v najpreprostejših in najbolj vsakdanjih stvareh življenja. Vedno išče ljudi, se jim približa, vedno je odprt za srečanje, ne govorim iz sebe, vse iz okrožnice. Zremo ga, kako se ustavi ob vodnaku in se pogovarja s Samarijanko, ki je prišla po vodo. Jezusa vidimo, kako se sredi noči sreča z Nikodemom, ki se boji, da bi ga opazil z Jezusom. Občudujemo ga, ko po cestnici brez sramu pusti, da mu umije noge. Ali ko kljubuje ravnodušnosti svojih učencev in slepega na cesti ljubeče vpraša, kaj hočeš, da ti storim? Če bi povzel in iz omenjenega kaj posebej počrtal, bi takole rekel: naj ne pozabimo, da je Bog bližina, sočutje, nežnost. In še to, Jezus vedno najde način, da ga lahko srečaš. In tako se z vami, dragi vsi, ki ste v veroučni učilnici pri tej katehezi, vprašujem: kako sem pa jaz z Jezusom? Mi je Jezus domač? Kje je moj vodnak, v narekovaju zapisano, kjer Jezus pride k meni? Je to bolniška postelja? Na mojem domu? V domu za ostarele? Je to bolnišnica, kamor moram pogosto na preglede ali na zdravljenje? Kako sem hvaležen vsem, ki mi umivajo, ne le noge, skrbijo, da nisem lačen, da sem na suhem. Znam o dobrih spremljevalcih, domačih, zaposlenih v zdravstvu in drugih videti Jezusa. Radi se zadržujte v Jezusovi ljubeči in sočutni bližini. Okrožnica nas spomni tudi še na druge številne evangeljske dogodke, ki kažejo, kako pozoren je bil Jezus do posameznikov, do njihovih skrbi, trpljenja. Ne recite, prosim, da ste to že ravnokar slišali. Dovolite, da še omenim tale primer. Ko pa je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene. Ko se nam zdi, da nas vsi prezrejo, da se nihče ne zanima za to, kar se nam dogaja, da nikomu nič ne pomenimo, pa nas upošteva Gospod in se zanima za nas. To je v okrožnici zapisano. Kot človek se je naučil biti pozoren od svoje matere Marije.
Ona ga je skupaj s svetim Jožefom vzgajala v tem od najzgodnejšega otroštva. O, kako potrebujemo pozornosti tudi mi. In ne pozabimo, izkazujmo jo tudi drugim. Pa čeprav ste v posteli ali na invalidskem vozičku, osamljeni v svojem domu ali v domu za ostarele ali kje drugje. Razmišljamo o sveti skrivnosti Gospodovega srca. Miro, kaj pa Cerkev pravi o tem? O tem papež v 3. poglavju okrožnice piše in poudari, da pobožnost do Kristusovega srca ni češčenje nekega organa, ločenega od Jezusove osebe. Premišljujemo in častimo celotnega Jezusa Kristusa, učlovečenega Božjega Sina, prikazanega na podobi, kjer je posebej poudarjeno srce, tako v okrožnici. Razumljiva je izbira Cerkve, da naj podoba srca predstavlja človeško in božjo ljubezen Jezusa Kristusa, ter s tem najgloblje bistvo, jedro njegove osebe. In ob vprašanju Cerkve, cerkvenega učiteljstva, v novejšem nauku cerkvenega učiteljstva je bilo Kristusovo srce v krščanski duhovnosti prisotno na različne načine. Ob drugih omenim naj papeža Leona XIII. Vas to ime na koga spomni? Ja, po njem si je sedanji papež prevzel ime, da imamo zdaj papeža Leona XIV. Naj bo to tudi priložnost, da vas povabim k molitvi za sedanjega papeža, ki je voditelj Cerkve. In morda z molitvijo tudi z naslednjimi besedami. Prosim, sestra Meta. O Bog, pastir in vladar vseh vernikov, ozri se milostno na svojega služabnika Leona, ki si ga postavi v svoji cerkvi za pastirja. Podeli mu, prosimo, naj tistim, za katere je postavljen, koristi z besedom in zgledom in tako s čredo, ki mu je izročena, dospe v večno življenje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Pa vas sedaj povabim, da se vrnemo k odgovoru na vprašanje, kako je bilo Kristusovo srce prisotno v nauku cerkvenega učiteljstva. Spomnite se, da sem omenil papeža Leona XIII. Ob koncu 19. stoletja je povabil k posvetitvi presvetemu srcu in v tem povezal našo poklicanost k združenju s Kristusom za občudovanjem sijaja njegove neskončne ljubezni. Dobro vsem nam poznani papež Benedikt XVI nas je povabil, da bi srce Jezusovo prepoznali kot globoko, notranjo in vsakodnevno navzočnost v svojem življenju. Dobesedno je zapisal: potrebno je, da vsak od nas, ko utihne, ne sliši samo bitja lastnega srca, ampak globlje v sebi tudi bitje neke zanesljive pričujočnosti, ki se je da zaznati, čuti vire, a je veliko bolj resnična, namreč pričujočnost Kristusa, srca sveta. Kaj če kar konkretno ponovimo to vajo? Za trenutek utihnemo in tako smo najbrž že ves ta čas, če niste zadremali. In ko utihnemo, čutimo bitje svojega srca. Pa če moremo še roko položimo nanj. Ali zaznavamo tudi pričujočnost Kristusa? Ja, prav ta večer ob godu svetega Alojzija. In naj vam zaupam, pred mojo zlato mašo, ki jo bom daroval jutri, v nedeljo svoje rojstne župniji v Moravčah,
zaupam tole spoznanje. Vam vsem povem, nam je lepo, ker smo njegove navzočnosti. Ne samo meni, je tako tudi vam. To želim, da nam je lepo v njegovi navzočnosti, pa tudi jutri, pa tudi čez en teden, pa tudi čez vroče dneve poletja. Preden bomo slišali kakšno besedo več o zlati maši, pa odgovoriva še na vprašanje, čemu priporočanje prejema svetega obhajila na prve petke v mesecu, ki ste ga mnogi deležni po vaših duhovnikih in sodelavcih. Ja, zares smo hvaležni, da v cerkvi na Slovenskem ni povsod tako. Duhovniki in njihovi pomočniki tako skrbno poskrbijo za možnost prijeti svetega obhajila na prve petke. Že večkrat sem vas povabil, da vas, ki ne morete v cerkev, da ste hvaležni prinašalcem Božjega kruha na vaš dom. Morda imate celo možnost, če ste v domu, da imate na prvi petek tudi sveto mašo. Molite, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnje in ne recite, kakšni čudni časi so. V krožnici sem našel odgovor na vprašanje, zakaj obhajilo na prvi petek v mesecu. A vas zanima? To pobožnost so začeli poudarjati v obdobju, ko so mnogi nehali prejemati obhajilo, ker niso verjeli v Božje odpuščanje in usmiljenje. Na obhajilo pa so gledali kot na neke vrste nagrado za svojo popolnost. Sami pa vidimo, da nam prejemanje obhajila in ostale pobožnosti na prve petke danes prinašajo ogromno dobrega. Zakaj? Ker se sredi vrveža sveta in naše obsedenosti s prostim časom, s potrošništvom, z razvedrilom, z mobilnimi telefoni in z družbenimi omrežji pozabimo hraniti močjo Evharistije. Prav to pa je ugotovitev papeža v tej okrožnici. Hvalevredna je tudi navada češčenja Najsvetejšega o prvih četrtkih. Ponavljam, pokažimo hvaležnost duhovnikom in pomočnikom, da nam v prvih petkih prinašajo sveto obhajilo in tudi tistim, ki nam pomagajo v različnih ustanovah, da pridemo lahko k maši ali nam prinesejo obhajilo v našo sobo, k nam domov. Ne pozabite na pridne in delovne osebje, zdravstveno in drugo. V 3. poglavju papež spominja, kako cerkev premišljuje in je v preteklosti premišljevala o skrivnosti Gospodovega srca. In na to omenja videnja nekaterih svetnikov, zlasti častilcev Kristusovega srca. To so že omenjena Marjeta Marija Alakok, Terezija iz Lisijeja, Ignacija Ljolski, sveta Faustina Kovalska in drugi. Tako zdaj imamo kar nekaj že občutka, kaj vse je skrito bogatega v tej okrožnici, ljubil nas je. Okrožnica poudarja tudi dva temeljna vidika, ki ju mora združevati sodobna pobožnost do presvetega srca, da bi nam bila še naprej hrana, ki nas bo vodila k evangeliju. Namreč pobožnost te vrste nas mora pošiljati k bratom in sestram. Ja, boste rekli, zahtevna je današnja kateheza. Zahtevno je biti z Jezusom in s seboj v ljubezni. A priznate? Pa smo že pri zadnjem poglavju te okrožnice in poglablja pomen našega misijonskega poslanstva. Kaj želim s tem reči? Papež zapiše, da nas srečanje z Božjo ljubeznijo pošilja k bratom. Torej, poklicani smo ne le duhovniki, diakoni, redovnice, redovniki, misionarji, da drugim pripovedujemo o naši veri, o našem doživljanju maše. Čeprav jo spremljamo lahko le po radiju in televiziji. A komu kaj poveste od mladih, ki niso pri televiziji, ki niso šli v cerkev,
kaj ste slišali tisto nedeljo pri sveti maši. Nenazadnje smo povabljeni, naj si pripovedujemo tudi o svojih ranah, žalosti, pomanjkljivosti. In ne pozabimo, da smo misionarji Božje ljubezni ravno s tem, da molimo in darujemo svoje veselje in svoje trpljenje za potrebe cerkve in sveta, kot sem že omenil prej, pri tisti odrasli spreobrnenki. Ob tem vas spomnim na posebno rubriko v lističu Beseda starejšim invalidom in bolnim in ne samo njim, ki ga mnogi prebirate in se lahko pri meni nanj tudi naročite. In tam je objavljen vsakokrat molitveni namen svetega očeta za vsak mesec. Gospod Miro, proti koncu naše kateheze prisluhnimo še besedam pokojnega papeža Frančiška za junijski molitveni namen, ki zelo dobro povzema besede nocojšnje kateheze. Ja, to je pa vrnitev na prejšnje besede, ki sem jih izrekel. Junijski molitveni namen papeža Frančiška se osredinja na sočutje do sveta, ki raste iz osebnega odnosa z Jezusom. Odseva Frančiškovo globoko željo, da bi negovali globljo ljubezen in solidarnost do drugih. Pri tem pa naj bi nas navdihovalo Jezusovo srce. Frančišek poudarja, da boste razumeli, da je papež te namene že izbral poprej, torej omenjam že pokojnega papeža Frančiška. Poudarja, kako pomemben je intimni odnos z Jezusom, saj z njim svoje srce povežemo z njegovim svetim srcem in rastemo v ljubezni ter usmiljenju. V svetu, v katerem se soočamo s tolikšnimi težavami in trpljenjem, nas osebni odnos z Jezusom tolaži v lastnih stiskah in nas odpira za sočutje do drugih. Jezusovo srce je namreč največji zgled, po katerem se lahko učimo sočutja in ljubezni. Jezus je vsem izkazoval brezpogojno ljubezen, še posebej ljudem na obrobju in trpečim. In takole končujem, Frančišek nas spodbuja, naj v življenju posnemamo to sočutno ljubezen in se sklanjamo k potrebnim pomoči. Naj bomo orodje tolažbe in upanja, naj trpečim lajšamo bolečino in delujemo za pravičnost ter mir in naj rastemo v sočutju do sveta, ki pa ni samo čustvo, pač pa konkretno dejanje, s katerim lajšamo trpljenje in spodbujamo človeško dostojanstvo. No, zdaj pa je prišel čas, da spregovoriva še nekaj več o vaši zlati maši v tej prehojeni poti. Tudi vi ste marsikomu olajšali trpljenje, spodbujali človeško dostojanstvo. Zdaj v studiu tukaj ste prinesli s seboj tudi nekaj stvari, bom kar povedala. Tukaj so podobice. Kaj piše na novomašni podobici? Ta stavek iz pisma Rimljanom, ki mi spremlja od nove maše, srebrne maše in tudi zdaj in ne vem koliko še naprej. Njim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Potem pa običajno Miro Šliber, novomašnik, Moravče 6. julija v svetem letu 1975, preprosta podobica z dvema angelčkoma, takrat je bilo to moderno. Kaj pa piše na zlatomašni podobici? Spredaj je meni draga Lurška Mati Božja, no pa ni ta edina v tem sklopu zlatomašnih podobic. Isto piše, njim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Potem pa to, za kar obhajamo jubileje, pa jaz gotovo tudi sam, je Bogu zahvalo za dar mašniškega posvečenja. Potem je pa 1975 z velikimi 50, potem pa 2025 in spet v svetem letu. Potem je pa ena slikca
nekoga, ki ga ste že kdaj videli. Potem pa zapisano, da bo ta Zlata Maša Moravče 22. junija to leto. Kdaj? Jutri. In potem je zapisano, kje sem bil, v Sodražici, 1975 do 80, Šentjerneju od 80 do 83, Zagorje ob Savi 83 do 85 in potem v bolniški župniji kar 27 let in zdaj od leta 2012 na Dobrovi. Je črtica, koliko še, pa Bog ve. Tako tega ne vemo niti mi zase. Hvala za tole podelitev. Na mizi pa imate tudi kopijo družine iz tistega časa, koliko je novomašnikov bilo tega leta junija 1975. Jaz z veseljem malo urejam naša srečanja, ko se vsako leto dobimo, drugo sredo v juniju. Duhovniki, ki smo bili posvečeni 1975, nas je bilo za Slovenijo 61. Sam za ljubljansko škofijo nas je bilo 17. In med temi 61 je tudi Pedro Opeka, je tudi frančeškan Anton Žerdin, ki je škof v Peruju. Sicer pa smo doma, takšni in drugačni. In med njimi, med nami, 61, jih je 18 že Gospod poklical k večnemu bogoslužju, so že umrli. Tukaj, poleg te kopije, je še tudi ena fotografija gospe iz doma, pa nam povej, kako sta vidva povezana? Večkrat sem že omenil, da sem, tako kot vi, šel skozi velike bolezni in sem hvaležen Bogu, sem hvaležen tudi zdravstvenim delavcem in sem hvaležen tudi tele gospe. To je Marija Mrak Pogačar, ki je bila moja zdravnica. Prvič sem se zdravil na gastrokliniki kot bogoslovec v 3. letniku in še potem 7 let vsega in ona je skozi skrbela zame. In še živi v domu za starejše v Notranjih Goricah in prav pred tedni sem jo obiskal. Zelo je bila še govorljiva, sva se pogovarjala, je omenil, da mi je zdravila za ulcerozni kolitis, je rekla, to je pa težka bolezen. In ko sem jo omenil, da sem prijel 20 tablet na dan, je rekla, to je pa veliko. Sem rekel, no, zdaj pa še en nasmeh, prosim, pa sem jo lepo pobožal, pa naredil fotografijo in jim seveda tudi poslal vabilo za Zlato Mašo. Vem, da ne bo šla, vem, da pa še lahko prejme obhajilo, kaj je tudi prijela ob obisku in jo bom še kdaj obiskal. Sem pa prepričan, da bo tisto vabilo imela shranjeno na nočni omarici in bo še kdo od domačih prišel, pa bo rekel, poglej, hvaležen je za zdravnico. In tudi vi, ki prisluhnete in slišite katehezo, bodite tudi hvaležni svojim zdravnikom in vsem, ki vas spremljajo, od terapevtov, pa morda na paliativi ali v hospicu ali tudi kje druge. Prinesli pa ste tudi Albo, 50 let je stara, povezana je z vašo mamo, pa nam povejte nekaj več o tem. Ja, tisto leto 75 ni bilo še takšnega blaga in mama je dobila najboljše blago, dala narediti Albo, potem pa vezla z rdečo tkanino v to Albo rokave in pa spodaj pšenični klas in pa svetilka, taka poznana. In gotovo govori o tem, da moram biti svetilka. Zdaj, koliko sem premal, ker premal molte zame in se vam priporočam, da to tudi počnete v prihodnje. Sem pa hvaležen tej Albi, ker me spominja na mamo, na starše, na dom,
tam, ker sem zrasel, ker sem dobil prve korenine za poganja te klase mojega duhovniškega poklica. Boste rekli, ja, sej tisto blago tistih časov je že tako, da ga daš v torbo, pa se vse zmačka, to je res, in zato so mi priporočali in mi omenili, sem poslušal, marsikaj treba poslušati, da se da tudi izrezati ta del veznine in dati v novo albo, in tako mi je gospa iz Žirov naredila in še dodala malo čipk, ki so značilne za našo Slovenijo. In tako z veseljem bom imel ne prej kot jutri to albo pri oltarju svetega Martina v Moravčah na Zlati maši. Tako, hvala lepa za vse to, kar ste nam podelili. Dalo bi se še kaj več, gotovo bo še kakšna priložnost, ker na radiju zlatomašnike radi kdaj povabimo, da nam kaj več povedo o svojem življenju. Zdaj pa bi prosila še, da zmolimo Oče naš za vse vaše sobrate, ki letos praznujejo, pa za nove duhovne poklice. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovil vas bom z domomašnim križem, ki me spominja na njega, večnega, velikega duhovnika, ki je šel skozi trpljenje, kakor vi greste, pa tudi sam nisem prikrajšan, in naj nas blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Tako, sklenili smo nocojšnjo radijsko katehezo za bolnike in starejše in tudi vse druge, ki nas poslušate. Gospodu Miru Šlibarju iskrena hvala za zelo dobro pripravo kateheze v srcu Jezusovemu, vam spodbuda, da o tem premišljujete ali celo malce preberete to okrožnico papeža Frančiška. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, zahvaljujem se Boštjanu Smoletu, ki je tehnično uredil oddajo za objavljanje. Vam pa želiva oba mirno, blagoslovljeno noč in jutrišnjo lepo nedeljo z Bogom. Z Bogom, in se vas bom spomnil pri oltarju. Radijska kateheza.